Bogdan, dobro večer in dobrodošli na našem drugem srečanju Verouka za odrasle oziroma kateheze za odrasle. Današnja tema bo prvi člen veroizpovedi oziroma prvi del naše veroizpovedi. Župnik nam bo spregovoril o tem, torej, kaj mi izpovedujemo vsako nedeljo, nekateri vsak dan pri sveti maši. Torej, verujem v enega Boga, očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. Torej, gre za zelo, bom rekel, velike in globoke skrivnosti naše vere. Torej, to, da koga, kakšnega Boga verujemo, pa da ne bi župniku preveč jemal oziroma kar je časa, mu kar predajam besedo. Mislim, da bo tema zelo, zelo zanimiva. Izvolite, gospod župnik. Marko, hvala lepa za tako lepo predstavitev. Imaš veliko zaupanja v svojega župnika, kar je tudi dobro znamenje, ampak malo za šalo, malo za res. V cerkvi poznamo tudi, ko govorimo o grehih, tudi predrzno zaupanje, veste. Ko pa kaj predrzno zaupaš, ampak to še ni upam. Bi začeli nocojšnji večer z eno molitvijo, ker je taka lepa, zanimiva tema, v bistvu jedro, ali pa tisto, iz katerega vsa naša vera izhaja. In sicer bomo sem par stavkov prebrali iz začetka Svetega pisma. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna. Tema se je razprostirala nad globinami in Duh Božji je vel nad vodami. Bog je rekel, bodi svetloba. In nastala je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra in Bog je ločil svetlobo od teme in Bog je svetlobo imenoval dan, temo pa je imenoval noč in bil je večer, prvi dan. In potem tako nadaljuje in pridemo do 6. dne. In vsak dan, ko je Bog ustvarjal, je gledal in je rekel, bilo je dobro. Veste, tako kot gospodar zvečer, ko pride domov, ko poglihaš vino, ko se žena usedeta za mizo z otroki, če Bog da, če jih imata, in povečerjajo, potem bo ostaneta sama, pa se pogovarjata, pa reče svoji ženi, pa tudi otrokom, če so zdravi. Danes je bil pa dober dan. Dobro sem naredil. Dobro sva naredila. Tako je Bog vsak dan ustvarjal in ko je ustvaril nazadnje 6. dan človeka, pa gleda prav tako, zdaj pa z novim zaključkom. Pravi pa takole. In bilo je prav dobro. Kot da bi vse tistih 5 dni ustvarjal zato, da je 6. dan ustvaril človeka in tako tudi verujemo, da je, da bi človek kot krona stvarstva vse tisto užival, ali kot je rekel samo v svoji besedi, lej, vse to vama dajem, živino, laznino, zemljo, vodo, nebesa, nebo in globine morja in zemljo, vse vama dam, gospodujte. Umno gospodarite. Potem je pa nastopil še 7. dan. 7. dan pa je Bog počival. Pa ne zato, da bi človeško govorim, da bi prišel k sebi, ampak da bi nam sporočil eno močno sporočilo. Tako da, dobrodošli, torej začeli bomo z veroizpovedjo. Do zdaj smo v bistvu obdelali te glavne stvari, ki so bile potrebne zadnjič, da smo približno razumeli, zakaj je prišlo do nastanka besedila veroizpovedi, zakaj je bilo potrebno. In tudi danes še vedno vidimo, kako v naši cerkvi, oziroma bom zdaj govoril malo v množični obliki, kako v cerkvah med različnimi cerkvami ni istega nauka. Je približno isti nauk v katoliški cerkvi, v pravoslavnih cerkvah, potem imaš pa protestantske ali evangeličanske, pa še te manjše mnoge, ki so nastajale zlasti v Združenih državah Amerike v zadnjih 200 letih, ki so pa precej drugačne.
Tudi če se sklicujejo še na veroizpoved kot to krščansko oziroma nicejsko, carigrajsko ali apostolsko veroizpoved, ki jo mi poznamo. Gremo kar naprej, da ne bom predolg, ker bi rad, da bolj strnjeno pripovedujem, pa da bomo imeli potem še čas za pogovor. Verujem enega Boga. Kdo je Bog? A ga ljudje lahko spoznamo? Kako ga lahko imenujemo? Kdo lahko sploh pove, da je Boga odkril? Kdo ga je dosegel? Kateri človek je lahko reče zase, da ve, kaj je Bog, ali pa da je rekel v zgodovini, to je Bog? Mnogi ljudje so se matrali, to smo že rekli zadnjič, so odlično študirali, tuhtali, na podlagi svoje izkušnje se spraševali o smislu trpljenja, o soncu, o nebu, o tem, kaj so glavne stvari, zakaj sploh kaj je in ne rajši nič, a ne? Ste se že kdaj vprašali? Reče se temu, da je temeljno filozofsko vprašanje. Zakaj sploh kaj je in ne rajši nič? Kako to, da sploh kaj je, ko ni nujno, da bi bilo? Temu reče osnovno temeljno filozofsko vprašanje. In mnogi so iskali in naredili resen velik napredek v tem, ko so odkrivali Boga, in Bog je, tako govorim po domače, da boste razumeli, videl njihov napor, da bi ga odkrili, in zato je tudi jim dal določene resnice, določena, krščansko rečemo, da so prijeli semena večne besede. Nekaj resnica, ne? Zato, ker je videl, da človek išče in da ga je treba nagovoriti. Ampak mi vemo, smo rekli zadnjič, da ob vseh naporih, ki jih je človek imel in jih ima še danes, da bi odkril Boga, mi verujemo, da Bog pa naredi obrat. Pa reče, poglej, ljudje me iščejo, vem, da me iščejo, obljubil sem, da jih bom spregovoril in zato jih bom tudi spregovoril. In začne samega sebe razodevati, se pravi odkrivati, da bi ljudje to bolj umevali, da bi bolj razumeli, kdo Bog je in konec koncev, kdo je tudi človek. In zato izbere najprej Abrahama kot prav očeta izvoljenega ljudstva in potem vemo te njegove potomce, kako so prišli v Egipt in kako je bila zgodba z Mojzesom, ki je bil rešen. Bog stoji za vsem od zadaj, bomo še en primer pol povedali. In potem izbere Mojzesa, ki ga po iznajdljivosti, kako bi rekel, ki ga Bog reši po ljubezni in iznajdljivosti matere njegove in njegove sestre, tako da poskrbita, da ga začne vzgajati faraonova hči, potem vemo, kako naredi tisti zločin in kako pobegne v puščavo. In tam pri Jetru, z njegovo hčerko se pozneje tudi oženi, pase ovce in nekega dne zagleda daleč v puščavi grm, ki gori, pa ne zgori. Veste, to si morate predstaviti, suho puščavo. Pesek pa kamen. In vse, kar je slučajno tam, je tako suho, da če se približaš takole z vžigalnikom, bo v trenutku zgorelo, ker je sama suša, ni nobene vode noter. In Mojzes je to vedel. In gleda, da gori, pa ne zgori. In mu ni šlo v glavo. Presegalo je njegove izkušnje. In gre tja in se začne približevati in še vedno, recimo, da je hodil nekaj 10 minut do tja, še vedno gori, nobene logike, ker bi moral zgoreti, ker takole zgori, približno tako kot benzina, ne? Ko vržeš, pof, naredi, približno tako te stvari gorijo v puščavi. In potem zasliši glas. Mojzes, Mojzes, sezuj se, kajti kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja. In pravi Mojzes, kdo pa si? Pravi, jaz sem Bog tvojega očeta, Bog Abrahama, Bog Izaka in Bog Jakoba. In Mojzes pade na tla, seveda pade, bi tudi bi padli, če bi nas Bog tako na presenetljiv način nagovoril.
Pa reče Bog, izbral sem te, da greš v Egipt in rešiš moje ljudstvo. In potem tista debata, kako teče, pa ne bom, pa se veš, kaj sem naredil. Pravi, Bog bo mi že poskrbel, ti bo brat Aron bo namesto tebe govoril, vse bo urejeno, ti sem poslušaj, jaz te pošiljam. In on je vedel, da mora iti, veste, to ni bilo lahko za njega. On se je mogel vrniti na kraj svojega zločina, ker je bil človeka, in povedati faraonu, ki ga je preganjal, in njegovi hčeri, ki ga je skrbela za njega kot mati, da prihaja, da bo rešil svoje sonarodnjake. To je potreben velik korak narediti. Pa reče Mojzes, kako mi bo, ko bom tja prišel, kdo me pa pošilja, kako naj povem, kdo me pošilja? In pol Bog reče, jaz sem, ki sem, te pošilja. To je ta znameniti stavek Jahve, JHVH. Tako sveta beseda pomeni, se pravi, jaz sem tisti, ki sem bil, ki sem in ki bom. Sem tisti, iz katerega vse izhaja, brez katerega ni nič. Sem tisti, ki je bivanje, ki je življenje samo. In sem bil s tvojimi predniki in bom z vašimi potomci. In jaz te pošiljam. In ta beseda, ta izraz za Boga, je za Izraelce še danes tako svet, da ga sploh ne izgovarjajo. Oni se ne upajo izgovoriti besede Jahve. Uporabljajo druge izraze, mogočni ali pa gospod, kar mi rečemo gospoda, ne? Ali pa hebrejščini El Shaddai, El Alim, El Olah, cel kup teh izrazov. El je vedno pomenil v teh jezikih Boga, ne? Se pravi, tako je svet. Se pravi, in ta Bog se je začel razodevati Mojzesu in Mojzes je zdaj počasi umeva. On je bil z mojimi prastarši od Abrahama naprej, torej od stvarjenja sveta, je z nami in verjamem, da bo z menoj tudi, ko bom šel v Egipt, in potem je dobival izkušnje, kako je bil z njimi skozi, ko jih je peljal preko Rdečega morja v suženstvo, se pravi, v svobodo iz suženstva. On torej odkriva tega Boga, ki je z ljudmi, od katerega ni nič večji. Zato v Stari zavezi celo slišite včasih izraz, da je Bog bogov, ne? Se pravi, vse ostali, vse je čista nula. Vse je čista nula v primerjavi s tem Bogom. Vse so ostali maliki, izgubljeni. Mojzes to odkrije, ampak hkrati pa se Bog razodeva torej tudi tisti, ki je usmiljen, ki se je usmilil izraelskega naroda, ki trpi. Ne samo tisti, torej, ki je živ, iz katerega vse izhaja, ki je ustvaril svet, ampak je tudi usmiljen, je tisti, ki je resnica, je tisti, ki je ljubezen. Zdaj pa, če gremo malo naprej, Sveta Trojica. To je pa zgodba, ki jo razumemo, če rečemo, da verujem v Boga Očeta. Če torej oče, pomeni, da je tudi sin ali hči, ne? Popolnoma logično. In že v Stari zavezi se Bog razodeva kot tisti, ki tako ljubi Izraelce, da jim želi biti kakor oče. In je zanje pripravljen narediti čisto vse. Včasih se celo predstavi kot ljubinec. To je najbolj zanimiv pri Ozeju. Ker pravi, poglej, jaz kot ljubinec ali pa kot oče, kaj sem pripravljen narediti za vas, vse. In pri Ozeju, morda vam bom kdaj povedal celo zgodbo, kako lepo, bogato se to predstavi. Se pravi, ko je oče, govorimo tudi o sin, tudi katekizem omenja, da bi lahko celo, ker, kako bi rekel, Bog se predstavlja tako, da ga mi razumevamo počasi. In ko se nam predstavlja kot oče, bi ga lahko imenovali po svoje lahko tudi kot mati, ne? Ampak ga imenujemo oče, zato ker Bog govori iz naših izkušenj tako, da ga razumemo, ne? Torej, ko govorimo o skrivnosti Boga v Sveti Trojici, v bistvu govorimo o dveh vidikih. Prvič, o tem, kaj je skrivnost kakšna je skrivnost notranjega življenja Boga. Se pravi, če je Bog vir vsega življenja, če je tisti, ki je, če je samo življenje samo,
pomeni, da se mora tudi znotraj Boga, če tako po domače govorim, mora biti polno življenja. Se dogaja, ne? In hkrati govori o tem, kako ta Bog se razodeva tako, torej se nam priobčuje, da razodeva svoje notranje življenje. Ne? Vse v bistvu on, ko ustvari svet, daje iz sebe. On ne daje iz ničesar drugega. On daje iz sebe, iz svojega notranjega življenja. In hkrati je to, se pravi, Bog Oče v odnosu do vseh ljudi, torej in hkrati v odnosu do svojega Sina, bomo še rekli, kakšno stvar na tem. Hkrati pa Oče in Sin razodevata samega sebe po duhu. Bom kar prebral tole, da bomo lažje razumeli. Poslušajte. Pred svojo Pasho, veliko nočjo, Jezus naznanja, da bo poslal od Očeta drugega tolažnika, branilca Svetega Duha. Sveti Duh je bil na delu že od stvarjenja dalje in od nekdaj govoril po prerokih. Tako molimo tudi v izpovedu. Sedaj pa pri učencih in o njih, da jih bo učil in uvajal v popolno resnico. Tako se Sveti Duh razodeva kot Božja oseba, različna od Jezusa in od Očeta. Gremo kar naprej, da ne bomo predolgi, se boste videli, bomo malo se dotikali. Hkrati pa je torej vera v Sveto Trojico, se pravi, Boga najprej spoznavamo kot tistega, iz katerega izhaja vse, ki je stvarnik, ki je Oče, ki se nam razodeva, svoje notranje življenje nam najbolj razodene po svojem Sinu, ko postane eden izmed nas, in to najbolj uvevamo po Svetem Duhu. Torej govorimo o Sveti Trojici, morda zdaj mi je vmes prišlo, pa sem že prej hotel povedati. Veste, kdo je najlepše razložil, tako po domače govorim, Sveto Trojico? Meni tako. Sveti Patrik. On, ki je prišel iz Irske oznanjati Angležem, pa na Irsko nazaj, kaj je Sveto Trojica, ko so častili tiste trole in razne bogove, se je tudi sam matral, da bi ljudem povedal, da je en Bog v treh osebah. Da so torej tri osebe, ki so tako bogate v notranjem odnosu, da so eden, hkrati so vsak samostojna oseba in hkrati so eden, in ne vedel, kako jim to razložiti. In pripoveduje legenda, je hodil tam po teh irskih travnikih in je zagledal triperesno deteljico. In je vzel triperesno deteljico in rekel, poglejte, takole je Sveta Trojica, imaš tri listke, ampak eno samo deteljico. Zanimivo razložil, čisto preprosto, jasno. In Irci imajo takrat naprej simbol svoje države in svojega naroda, zeleno triperesno deteljico. Se pravi, nauk Svete Trojice je v prvi cerkvi navzoč že od vsega začetka. Jezus se kar naprej obrača na svojega Očeta. Jaz in Oče sva eno, ne? Nihče ne pozna Očeta razen Sina in tistega, komur hoče Sina razodeti. Poslal vam bom Svetega Duha, ki vas bo poučil o vsem, kar je potrebno. Skrajšujem, da bo bolj jasno. Tudi, da je, se pravi, Sveta Trojica, ko Pavel pride, ne vem zdaj na pamet, v katero mesto oznanjati evangelij in pride tam krščansko skupnost, ljudje so se imeli za kristjane, pa jih vpraša, ali ste že krščeni? O, smo že krščeni. Pa pravi, ali ste že prijeli Svetega Duha? Pa pravijo oni, se še slišali nismo za njega. In potem Pavel moli jim razloži, nanje položi roke in so prijeli Svetega Duha. Skratka, vera v Sveto Trojico, enega samega Boga, je za razliko od Hebrejcev ves čas navzoča pri nas, kristjanih, v novi zavezi, v prvi cerkvi in življenju cerkve. Tudi, lejte, mašni pozdravi, ki so podobni od samega začetka cerkve. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi.
da bi cerkev lahko izrazila to skrivnost Svete Trojice, ker jo je mogla, ne? Ker so spet začeli malo razmišljati, kar smo že zadnjič rekli, ali je sin podrejen očetu, ali je sin bil samo navidezno človek, ali je Sveti Duh izhaja iz očeta, ali iz sina, ali iz obeh. Je morala seveda te stvari izreči in je zato tudi uporabila pojme, ki so bili takrat v grško-judovskem latinskem svetu zelo navzoči, to so bili pojmi iz filozofije takratne. In zdaj bom morda mačkan težko formulacijo prebral, ampak vseeno. Ne reči, da ne razumete vnaprej. Potrudi se razumeti. Ker če rečeš, da ne razumeš, pa da ne boš mogel razumeti, nikoli ne boš razumel. Če pa rečeš, poslušam, morda bom pa razumel, saj tako. Za formulacijo dogme o Trojici je morala cerkev razviti poimenovanje in izrazoslovje s pomočjo pojmov filozofskega izvora podstat, oseba ali hipostaza, odnos in tako dalje. S tem ni podvrgla vere človeške modrosti, marveč je dala nov nezaslišan pomen tem izrazom, ki naj bi odtlej naprej označevali tudi neizrekljivo skrivnost neskončno onkraj tistega, kar si moramo zamisliti po človeško. Cerkev uporablja izraz podstat, preveden včasih v bistvo ali naravo, za označitev Božje biti v njeni enoti. Izraz oseba ali hipostaza za označitev Očeta, Sina in Svetega Duha v realni različnosti med njimi. In izraz odnos za označitev dejstva, da njihova različnost obstaja v razmerju enega do drugega oziroma drugih dveh. Če ste poslušali, ste kar lepo razumeli. Trojica je torej ena, ne priznavamo, izpovedujemo tri bogove, ampak enega samega Boga v treh osebah. Eno bistveno trojico, tako da še malo bolj povzamemo, ne? Eno bistveno trojico. Božje osebe si ne delijo enega samega božanstva, marveč je vsaka izmed njih Bog v vsej celoti. Oče je isto kakor sin, sin isto kakor oče, oče in sin isto kakor Sveti Duh, se pravi, po naravi je en Bog. Vsaka od treh oseb je ta skrivna stvarnost, se pravi Božja podstat, bistvo ali narave. Božje osebe so stvarno različne med seboj in tako dalje. Ampak, glejte, ko vseeno, ko govorimo in je cerkev v določenem obdobju nauk o Bogu, ki ga spoznavamo v treh osebah, ene Božje narave, je hkrati še vedno ostaja skrivnost, ne? Še vedno ostaja skrivnost. In še vedno se nam razodeva tudi v času primerno, če se prav vse v polnosti razodev v Jezusu Kristusu. To je tista znana zgodba, ko je sveti Avguštin, zadnjič smo kar precej citirali, hodil po obali Sredozemskega morja in tuhtal, kako bi dojel Sveto Trojico in skrivnost Svete Trojice napisal na papir, da bi jo razumeli tudi kristjani. In tisti ljudje, ki hočejo. In hodi po obali, tuhta, moli, in tam je bil nek deček, ki je stal takole, imel jamco skopano v mivko, pa je žličko zajemal vodo iz Sredozemskega morja, pa zlival to jamco. In seveda, čim je zlil, je mivka poniknila. Pa Avguštin pravi, fantiče, kaj pa delaš? Pravi on, ocean bi rad zlil, premetal to jamco. Pa pravi Avguštin, to je nemogoče, to ne bo nikoli šlo. In ta deček mu odvrne, ti pa nikoli ne boš razumel Svete Trojice. In takrat Avguštin obstane, deček menda pa zgine. Bog vedno ostaja skrivnost, a ne zato tudi pravimo, tako filozofi pravijo, o Bogu lažje povemo tisto, kar ni, kot tisto, kar je. Vemo dejansko samo toliko in ukolikor se nam razodeva. Po Svetem pismu, to se pravi, se nam samo razodeva, po Svetem pismu in najbolj v Jezusu Kristusu in pozneje, tako da ga, bi rekel, odkrivamo na novo, vsak izmed nas, ki gre vsak v bistvu eno tako svojo pot, da bi odkril Sveto Trojico. Samo toliko, da malo dražimo srce in razum. Pa hkrati, da tudi vidimo že koliko vemo,
pa kako še nič ne vemo o Bogu, ne? Izraz vsemogočni. Kaj to pomeni vsemogočen? Da vse lahko narediš, kar ti paše? Eni tako razumejo. Eni razumejo vsemogočnost na tak logičen, matematičen, razumski način, da se jim beseda, da ko začnejo razmišljati o vsemogočnosti pri Bogu, se hitro njihova logika ustavi. Recimo, ali je Bog tako vsemogočen, da lahko naredi tako stvar, ki jo ne bo mogel premakniti? A ne? Razumej logiko. Ali je Bog tako vsemogočen, da lahko naredi tako veliko stvar, da jo ne bo mogel premakniti? Ne? Po eni strani v takem stavku lahko občudujemo človeški razum, kaj vse si lahko torej s pomočjo razuma in logike izmisli, hkrati pa vidimo tudi neumnost človeškega sposobnost, neumnega razmišljanja človeškega razuma, ker rečemo, v filozofiji se taki stvari reče logični nesmisel. Ne? Ko govorimo o Božji vsemogočnosti, v naši veroizpovedi gre pa za nekaj čisto drugega. Je vsemogočen, tudi kar se razuma tiče, samo da se mi zaplezamo, ker naš razum je omejen in ne popoln, ker je tudi čisti razum, če rečem filozofsko Boga. Ne? Ampak vsemogočen je zato, ker iz sebe daje in ustvarja ta svet, to stvarstvo, ki ga še danes ljudje ne moramo zmeriti, recimo. Vesolje še danes ne moramo zmeriti, kar naprej kaj novega zvemo. Znanstveniki kar naprej odkrivajo, ne? Pa so odkrili, da je najprej, koliko je bilo planetov, pol so odkrili še druge planete, pol so odkrili, da je vesolje ukrivljeno, pol so ugotovili, da obstajajo vzporedna vesolja, zdaj odkrivajo in iščejo, da bi bil kakšen planet, zaenkrat ga še niso našli, ki bi bil podoben Zemlji, toliko oddaljen od zvezde, da bi približno nekaj takega bi bilo in hkrati tako daleč od neke druge zvezde, da ne bi bilo prišlo do takih stvari. Ne, tudi zanimivo, kako je nekdo lepo razmišljal. Je rekel, a ni to izraz in znamenje vsemogočnega Boga, da je življenje na Zemlji in da smo na Zemlji točno toliko oddaljeni od Sonca, da nas gravitacija ne potegne v Sonce in da nas ne izvrze iz osončja. A ni to čudovit dokaz Božje vsemogočnosti? Ko človek tako razmišlja tudi o skrivnosti Boga, počasi umeva tudi res Božjo vsemogočnost, ki je nekako drugačna, kot si mi tako v teh materialnih, vidnih stvarih dostikrat predstavljamo. Se pravi, Božja vsemogočnost je vesoljna, ker je stvarnik, je ljubeča, ne? Ker ga kar naprej, ker je iz ljubezni do nas ustvaril v bistvu to vesolje in nam ljudem dal iz sebe možnost, ko bomo razmišljali o človeku, bomo bolj se dotikali tega, da odkrivamo in deležimo pri tej lepoti notranjega življenja samega Boga, Svete Trojice. Je pa hkrati zelo skrivnostna in to stvar nam pa razlaga vera, ki jo ubesedimo potem na podlagi tega, kako se sam Bog razodeva v Svetem pismu, v Jezusu Kristusu in po Svetem duhu. Bog izkazuje, recimo, Božjo vsemogočnost, en vidik. Bog skazuje svojo moč, svojo vsemogočnost s tem, da je usmiljen, ne? Kaj ti gori, če bi bil on samopravičen? Bi mi vsi nasankali, ne? Se pravi, kdaj si v resnici tudi rečemo za človeka, ne? Rečemo, kako je brihten, kako je dober, koliko ve, kako je izobražen, kako je priden, kako je delaven, ampak nič od tega ne zlorablja. Tako rečemo včasih za človeka, ne? In ga občudujemo upravičeno. To je neka taka v narekovaju podoba tistega, kar je Bog v vsej polnosti. Vsemogočen, ampak svojo moč skazuje s tem, da je usmiljen, ne? Razumemo to, Božjo vsemogočnost, kako ga mi Boga spoznavamo. In Marija je lepo rekla v tem Magnifikatu v moje duši, ne? Molitvi moja duša, da Bogu ni nič nemogoče in da je velike reči storil on, ki je mogočen, lahko bi prevedli tudi vsemogočen. Gremo malo naprej. Stvarnik.
Verujem Boga, Očeta, vsemogočnega stvarnika. Pri stvarniku se začne vsa zgodba, ne? To smo brali. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo, potem gre naprej po vrsti, ne? Vsak dan nekaj in vsak dan gleda, da je dobro. Stvarjenje je temelj vseh odrešenskih božjih zamisli. In zato cerkev katehumenom, ne, tle imamo dve katehumenki. V bistvu v prvi cerkvi je bila prva kateheza v 3-letni pripravi na prejem sakramenta svetega krsta in to zelo dolgo je bila kateheza o stvarjenju. Kako je Bog iz sebe ustvaril, kako je ljudem vse ustvaril, kar je zato, da bi ustvaril potem bitja, ki bi lahko bila deležna tega božjega notranjega življenja, kako je človek zamočil, ampak kako ga Bog nikoli ne zapustil. Ne? Se pravi, in ta kateheza o tem, kako je Bog čudovit, da je vse iz ljubezni ustvaril, zato ker po domače govorim, ker je hotel osrečiti še nekoga v tem deleženju ljubezni in vsega tega, kar Bog doživlja noter. Ne? To je razlog. Poglejte, kako pravi ta člen katekizma. Kateheza o stvarjenju je bistvenega pomena. Tiče se temeljev človeškega in krščanskega življenja. Razjasnjuje namreč odgovor krščanske vere na osnovno vprašanje, ki so si ga postavili ljudje vseh časov. Odkot prihajamo, kam gremo, kateri je naš izvor, kateri je naš cilj. Odkot prihaja in kam gre vse to, kar biva. Obe vprašanje izvora in vprašanje cilja sta neločljivi. Sta odločilni za smisel življenja in za življenjsko usmerjanje vsega našega dejanja in nehanja, to se pravi začetka in konca. Drug zelo pomemben poudarek je, se pravi, mi vemo, da nihče od nas ne more ničesar narediti iz nič. Nihče od nas. Če nekaj nimamo, ne moremo narediti. Edini, ki kaj lahko naredi in je to naredil iz nič, je tisti, ki je vir vsega. Ki edini more iz nič narediti karkoli, vsemogočni, če hočemo. Stvarnik. In znanost se še vedno sprašuje. In filozofija. Zakaj sploh kaj je in rajši nič? Ker ve vsak človek, vsak znanstvenik, da iz niča ne more narediti nič. Da niča ni pravzaprav, da vse, kar že to, da razmišlja, ne razmišlja iz niča, ne, ampak razmišlja iz izkušnje. In ko so se spraševali, kako je nastal svet, ali lahko kaj nastane, če ni bilo nič. In če ni bilo nič, pač ne more nič nastati. Torej je nekdo moral narediti. Kdo je za vsem tem? Tudi ta zgodba o velikem poku, ki jo poznamo, ne, kot tisto, kar je počilo, ki je znano še vedno danes na splošno zagovarja, je v bistvu nauk katoliške cerkve. Ne? Krščanski nauk, da je Bog v začetku vse iz niča ustvaril, karkoli je že potem razneslo, ne, če govorim v znanstvenem jeziku, ne, ali tisti prvi plin ali karkoli. To je tudi, to teorijo je duhovnik pripeljal in je znanost sprejela kot dela. Ne. Ampak kaj je bilo pa potem pred tem, kar je počlo, ne, to pa človeški razum ne zna povedati. Znanost ne ve nič in se preprosto s tistim, o čemer ne ve, niti noče ukvarjati. Ne. Ker če se ukvarja, bi morala odgovoriti, ne, da je nekdo moral nekaj narediti, da je razneslo, da je prišlo do velikega poka. Ne? In se preprosto o teh stvarih raje ne ukvarjajo. Bog vse, kar je naredil iz samega sebe, zato, da bi človeštvu naredil prostor in hkrati, da bi vse nazaj prišlo v njega. Ne pozabite, kaj pravi Pavel v psalmih. Stvarstvo željno pričakuje poveličanja božjih otrok.
In od dovršitve sveta bo vse združeno nazaj pri Bogu. Ne? Se pravi, tudi stvarstvo samo razodeva Boga, vse je delano v njegovo slavo in vse bo nekoč v vsej polnosti pri Bogu. Ne da bi kaj Bog pridobil, ne da bi kaj izgubil, ker bo preprosto ni treba nič. Ne? Ampak vse, kar je v Božjo slavo. Ne bom zdaj na pamet govoril. Nakazana v stari zavezi, razodeta v novi zavezi je stvarjenska dejavnost Sina in Duha kot neločljivo ena z očetovsko odrešensko dejavnostjo jasno zatrjena v pravilu Cerkve. Takole pravi, samo en Bog je. On je Oče, on je Bog, on je stvarnik, on je začetnik, on je ustvarjalec. On je naredil vse po samem sebi, se pravi po svoji besedi in po svoji modrosti, po Sinu in Duhu, ki sta kakor njegovi roki. Stvarstvo je zato delo Svete Trojice. Se spomnite začetka Evangelija Janezovega. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in Bog je bila beseda. Vse je po njej nastalo in nič, kar je nastalega, ni nastalo brez nje in tako dalje. Ne? Se pravi, vse ustvarjeno, Oče ustvarja po Sinu v Svetem Duhu, če rečemo. Se pravi, ustvarjenje je delo Svete Trojice. Božja slava je v tem, da se uresničuje to razodevanje in to priobčevanje Božje dobrote, zaradi česar je bil svet ustvarjen. Naredi nas po Jezusu Kristusu za svoje posinovljene otroke. Takšen je bil blagohotni sklep očetove volje, da bi slavili veličastvo njegove milosti, s katero nas je oblagodaril, pravi Pavel v Efežanih. Kajti Božja slava je živi človek in človekovo življenje je gledati Boga. Če že razkrivanje Boga prek stvarstva podeljuje življenje vsem bitjem, ki živijo na zemlji, koliko bolj razkrivanje Očeta po besedi priskrbi življenje tistim, ki gledajo Boga. Poslednji cilj stvarstva je ta, da Bog hkrati ustvarja svojo slavo in našo blaženost, tako da bo On, ki je stvarnik sveta, končno postal vsem. Tako pravi 294. člen katekizma Katoliške cerkve. Božja previdnost. Tlele smo pa veliko krat v enih takih, ker je res posebno področje, ki ga je treba majčkeno se dotakniti, kaj pomeni Božja previdnost. Eni pravijo tako, zaradi zla, trpljenja, hudega v svetu, Bog ne more obstajati. Takega Boga ne verjame. Vse to so taki človeški lapsusi, po svoje. Logično razmišljanje, hkrati pa se hitro zaplezaš. Pa lahko takega človeka vprašaš, v redu, če pa torej tvojega Boga ni, takega, kakršnega ti nočeš verjeti, ali zlo še vedno obstaja? Bo zlo še vedno obstajalo na tem svetu ali ne? Ja, seveda bo, no. Torej, kaj je zdaj? A je Bog kriv? Ali kdo je kriv za zlo v svetu? Ali obstaja kakšna druga razlaga za zlo? Ali pa Bog ustvarja vse tako, da mi lahko razumemo? Stvarstvo, pravi katekizem Katoliške cerkve, je v stanju poti. Gre proti dovršitvi. Bog je ustvaril in še vedno na nek način ustvarja. Za stvarstvo skrbi konkretno in neposredno. Bomo še videli kako. Bog je suvereni gospodar svojega načrta, za uresničitev pa uporablja tudi ustvarjena bitja. Kdo so pa ustvarjena bitja? Samo na hitro povem. Dve vrsti biti. Angeli in mi ljudje. In mi z Bogom torej na nek način soustvarjamo, nadaljujemo Božje delo v svetu. Bog namreč pri svojem blagohotnem načrtu v nas dela, da hočemo to, kar delamo, oziroma da hočete to, kar delamo, je rekel apostol Pavel. Ko bere svetopismo ali pa krščanski nauk, tudi veroizpoved, katekizem, ni niti enega vidika našega sporočila, ki ne bi bil večen odgovor, v nečem odgovor na vprašanje zla. Svet je torej v stanju poti
In zato je v svetu tudi še kaj nepopolnega, ne? Zato se dogaja tudi razne katastrofe. Hkrati pa to, poleg tega fizičnega zla, ki se dogaja v svetu, k temu svetu prispevamo angeli in ljudje tudi svojo zgodbo napačnih odločitev, grešnih dejanj in prinašamo to zlo v svetu. Zato govorimo, to se pravi, o fizičnem zlu, ki ga zaznamo v svetu, so razne katastrofe, nesreče. Spomnite se tistega dogodka, ko so prišli se z Jezusa norčevati in so rekli, kaj s tistimi, na katere se je zrušil tam tempelj ob Siloji, in so umrli, ali pa tiste, ko jih je Herod dal pobiti in je njihovo kri celo zmešal z daritvijo unim, pa pravi Jezus takole, vi živite drugače, da se vam ne zgodi, da se tudi vam ne zgodi kaj podobnega. Ne? Ni nič razpravljal, pa krivil ne slabo gradnjo tistega stolpa, ki se je porušil, ne potresal, ne nič, ker je vse še v teku, ampak je rekel, pogledajte, vi živite, da se vam še kaj hujšega ne zgodi. Angeli in ljudje, ne, zdaj, za ljudje vemo, da naredimo marsikakšno zlo, ne? Vemo pa tudi, da angeli lahko naredijo zlo. Ker angeli, bomo se še malo dotaknili, tudi bitja so duhovna, niso telesna, tudi to je del našega nauka. In nekateri izmed angelov so se obrnili od Boga proti Bogu in torej delajo zlo. Na tem rečemo padli angeli ali hudobni duhovi, se opravičujem. Prej sem še hotel povedati o egiptovskem Jožefu, ne? Mislim, da je 302 ali neki tak člen. Bom probal videti nazaj. Ja, 312. Kot en tak kratek odgovor, da boste razumeli. Tako je s časoma mogoče odkriti, da mora Bog v svoji vsemogočni previdnosti izvesti kaj dobrega iz posledic kakega zla, celo moralnega zla, ki ga povzroči njegove stvari. Tako me torej niste vi sem kaj poslali, pravi Jožef svojim bratom v Egiptu, temveč Bog. Vi ste sicer hudo namerjali zoper mene, Bog pa je to obrnil na dobro, da ohrani pri življenju mnogo ljudi. Iz največjega moralnega zla, ki je bilo kadarkoli storjeno, namreč iz odklonitve in umora Božjega Sina, povzročenega z grehi vseh ljudi, je Bog po preobilju svoje milosti izvedel največjo izmed dobrin, Kristusovo poveličanje in naše odrešenje. A zlo kljub temu ne postane nikoli nekaj dobrega, ne? Zlo je vedno zlo. Podobno je tudi Tomaž More, recimo, če greste brati njegova pisma, odgovarjal iz Ječe, ko je pisal svojih hčeri. Samo še zdaj, da gremo proti koncu tega prvega v bistvu stavka naše veroizpovedi. Se pravi, je stvarnik, vsemogočni in stvarnik nebes in zemlje, vidnega in nevidnega sveta. Nebo in zemlja sta torej na nek način sinonima za materialno, po drugi strani oziroma duhovno in materialno, za vidno in nevidno, pa hkrati tudi za območje in način bivanja Boga. Ko govorimo o nebesih in zemlji, torej mislimo na nebesa kot, bomo rekli, način in območje Božjega bivanja, ki si jih mi včasih predstavljamo prostorsko, zato ker smo omejeni pri našem spoznavanju, sploh otrokom razlagamo, da so nebesa od zgoraj, pa pekel od spodaj, pa da zdaj pa mi živimo. Skratka, Bog je ustvaril nebo in zemljo, materialno in duhovno, vidno in nevidno. Duhovna bitja so angeli. Angeli so zelo inteligentna bitja, so v bistvu na nek način čiste duše, niso ne človek, niso ne Bog, hkrati pa bom še potem malo omenil, so mnogokrat poslani nam v bližino. Človek pa na nek način oboje. Je materialno in je duhovno.
je, kako bi rekel, je nebeško in zemeljsko. In zato je psalmist čudovito rekel v psalmu 139. Tu sem samo en stavek napisal, preberite si ga enkrat ali pa zmolite. Kaj je človek, da se ga spominja? Sin človekov, da nanj misliš. Le malo nižjega od angelov si nas ustvaril. Slavo in častjo si ga venčal. A veste, pa tudi tisto, kar zdaj bo malo pohujšljivo rekel za duhovnika, kar včasih rečemo, kako lepo je biti človek. Kako lepo je doživljati vse, kar doživljamo mi kot ljudje, vse razsežnosti, ki so angeli tako malo prikrajšani, ker niso telesna bitja. Zato ni tisti vic tako iz trte zvita, ne? Če bi angelčki, da je kakšna hrana tako dobra, da če bi angelčki ritke imeli, bi še oni probali jesti, ne? Kaj nam je Bog dal kot ljudem tudi na materialnem področju? Ampak ne samo zato, da bi na materialnem področju ostali. Dal nam je telo kot čudovito posodo. Dal nam je obilje čutov, a ne? In vse želi, da v polnosti živimo, ne? Da se veselimo, tudi da uživamo. Hkrati nam je dal razum, hkrati nam je dal duha, hkrati nam je dal svobodo. Ne? Angeli so čista svobodna bitja, mi se jim na nek način pa v tej svobodi približujemo. Ne? Se pravi, kako lepo je biti človek. In celo v Jezusu Kristusu, ki je postal človek, je pokazal, kako lepo je biti človek, kako veliki smo ljudje v Božjih očeh, v očeh Boga Očeta, v očeh Svete Trojice, enega samega Boga, in česa vsega smo ljudje v Božjih očeh vredni, celo utelešenja in smrti Božjega Sina. In česa vsega smo ljudje sposobni. Ne samo česa smo vredni in si zaslužimo, česa smo sposobni. Podobnih ravnanj, ne enakih, ker nismo Bog, podobnih ravnanj, kakor Bog, ne? Tako kot je v Jezus Kristus za nas iz ljubezni dal svoje življenje. Za vse. Prejšnje, sodobne generacije, naše generacije in še kar bo prišla, ker ne vemo, kdaj bo prišel tisti trenutek, ko bo konec sveta, dovršitev sveta, ko bo Bog vsem. Pravi, tudi vi ste sposobni nekaj podobnega narediti. Ne? Zato pravi, ne ustavljajte se tam, ko se drugi. Ne samo milo za žajfo. Ko vas da udari po levem, mu nastavi še desno, ko ti kdo prisili 1 miljo, pojdi 2 z njim in to z veseljem. Če ti kdo zahteva sukno, mu daj še plašč po vrhu. Ne? Zdravi, ljubi svoje sovražnike, dobro delaj tistim, ki te preganja. Razumete? Pravi, to ste vi sposobni. In to nam je v bistvu Bog sam razodel, ne? In nam daje tudi moč, da taki postajamo. Z vsem tem, kar smo. Še kratko, angeli. Drugače, tale krila so iz Pirana, iz tistega velikega nadangela Mihaela, veste, ko je na cerkvi, ko so ga pred leti sneli, ker ga je morska voda pa čas obdelala. To je pod moje sestrični iz Anglije, hčerka, ki se je postavila pred te repetničke. Ne? Otroci so vedno kot angelčki, ampak tako, ko včasih rečemo, mi grede samo potožim, pa hkrati tako opozorim, ko rečemo zlasti, ko kakšen majhen otrok umrje, ne? Da zdaj pa angelček ratov. Ne? To ni mogoče. Lepo je slišati, ne? Pa tudi najbrž mnogi, ko rečejo, tako ne mislijo, da je angel, ampak šel je k Bogu v nebesa, ja? Božji je zdaj, ne? Človek v nebesih, nikakor pa angel. Angel ni isto kot človek in ljudje ne bomo nikoli angeli, angeli ne bodo nikoli ljudje. Obstoj duhovnih netelesnih bitij, ki svetopismo navadno imenuje angeli, je verska resnica, tako kot vera, vse, kar je v veroizpovedi. In v Svetem pismu so vedno navzoči. Ko pride Sin človeka v svoje slavi, pravi Jezus z vsemi in vsi angeli z njima. Takrat malo bomo poslušali ta evangelij. Ene dal na levo, druge pa na desno. Po njihovih delih, ne po Božji izbiri, samo spoštoval bo njihovo življenje, njihove izbire, svobodo. Kot zgolj duhovna bitja imajo in voljo, so osebna bitja in so neumrljivi in v popolnosti presegajo vse stvari, kar mi v primerjavi z našim umevanjem, razen Boga.
Sveti Avguštin je lepo zapisal v 329. členu katekizma katoliške cerkve, imamo to zapisano, pa bi kar prebral, spet malo zahtevno, takole pravi. Bom slovensko prebral, je pa sicer tudi latinski navedek, če pa kdo želi, lahko tudi latinsko. Angel je ime službe, ne narave. Če vprašuješ po imenu te narave, je duh, če vprašuješ po njegovi službi, je angel, iz tega, kar je duh, iz tega, kar deluje, je angel. Angeli so vsem svojim bitjem Božji služabniki in sli. Vedno gledajo obličje mojega nebeškega očeta, pravi Jezus. Izvršujejo njegova povelja, poslušni so njegovi besedi. Poznamo različne, ko bi rekel, stopnje angelov, no? Poznamo 3, ki jih imenujemo tudi nadangele, Gabriel, Mihael in Rafael, ki jih zaradi poslanstva, ki so ga imeli in ga razberemo v Svetem pismu, so dobili tudi te nazive, nadangeli. Gabriel, vemo, oznanja temeljno resnico, ne? Recimo Mariji, da bo postala Božja mati, samo en primer povem. Rafael spremlja Tobija v Stari zavezi, ko gre za dolga leta iskati svojo bodočo ženo in potem, ko pride nazaj, ozdravi še njegovega očeta. Mihael je pa poveljnik nebeške vojske, ta pa nastopa v knjigi Razodetja kot tisti, ki se do konca bori v Božjem imenu in seveda tudi na koncu Satana, padle angele, hudobne duhove, se pravi angele, ki noče služiti Bogu, ki so se obrnili od njega, pahne v pekel, tako kot pravi tista molitev v čas nad angelom Mihaelu. In tudi, recimo, kako so nam angeli ljubi, ne? In v bistvu čutimo jih v svojem življenju, tudi če se posebej na njih obračamo. In tudi mnogi neverni, ki ne hodijo v cerkev, svoje otroke učijo, sveti angel molita. Ni to zanimivo? To jih naučijo moliti. Potem pa zblokirajo, ne? Ampak dotle še uspejo. Angeli so res neka čudovita bitja, ki nas spremljajo. In imamo tudi, Bog nam pošilja te nebeške duhove, angele, tudi kot tiste, ki nas na nek poseben način spremljajo, kot Rafael v Stari zavezi. In takim angelom rečemo angeli varuhi. So naši osebni, vsak ima enega. Vsaka družina ima angela varuha, župnija ima angela varuha, cerkev ima angela varuha, vsak narod ima svojega angela varuha, ki nas nagovarja, bdi, edin dovolj mu moramo prisluhniti njihovim navdihom. Toliko primerov imamo, morda iz svojih in drugih osebnih izkušenj, da vsi čutimo, kako angeli živijo, če malo tako v pesniški obliki rečem. Zdaj pa, če gremo, se pravi, vidno in nevidno, če še malo se tega dotaknemo, nič ni, kar bi nedogovalo svojega obstoja stvarnika, ali z drugimi besedami, vse je iz Boga. Vse izhaja iz Boga. Vsako ustvarjanje bitje ima svojo lastno dobrost in svojo lastno popolnost. Tudi škorpion, če ga kdo ne mara, tudi kače, vse ima svojo dobrost, vse, kar je živo in tudi mrtvo. Vse ima svojo dobrost, zato, ker izhaja iz Boga. Hierarhija, to se pravi stopnjevanje teh vidnih materialnih stvari, pa je izražena v zaporedju tistega poročila v Svetem pismu o stvarjenju sveta, ko je Bog v začetku je ustvaril nebo in zemljo, potem temo oziroma sonce, luč in temo, in potem gre naprej prvo vode, potem rastline, potem živali in na koncu človeka. V to hierarhijo, rečemo, v teologiji se reče hierarhija stvari, se kaže v 6 dneh ustvarjanja, človek kot vrhunec stvarstva, kot krona Božjega stvarstva, pride 6. dan in potem je 7. dan, takrat je bila sobota, ki je na nek način, da boste razumeli, zakaj to cerkev poudarja, mi soboto praznujemo v nedeljo, ker je Jezus ostal v nedeljo, to je 8. dan, ampak to ima drug pomen. Zakaj? Ker je vseh 6 dni je ustvarjeno na nedeljo.
Zato nedelja ali pa sobota ima tak pomen, to je dan za Boga. Ko vse stvari so krona, se pravi, gremo od materialnega preko živih bitij, živalic, pa bakterij, vseh živalic, do človeka, krona, zdaj pa Bog, Bog na vrhuncu. In vse stvari so obrnjene torej v ta zadnji dan, v polnost uslavljenja Gospoda. In kdo lahko to najlepše naredi od vseh teh ustvarjenih biti? Tisti, ki je ustvarjen kot krona, to je kot človek, zato je nedelja sveti dan, je za Boga. Tudi seveda za medsebojne odnose, ampak primarno za Boga, šele če rečem tako, zato včasih slišite, kako poudarim, zorganiziraj si tako, da boš pri maši, potem pa družinski izlet, pa hribi, ampak ne spusti nikoli tega. To je krona tedna. To je tudi naravni ritem, se veste, da so v zgodovini in v Rusiji, in v komunistični Sovjetski zvezi in v francoski revoluciji hoteli ustvariti 10-dnevni ritem, ker bi bil bolj učinkovit, se pravi, 9 dni delaš, en dan pa počivaš, tako je bilo pri njih logika, pa se ni obneslo. Božji ritem je tak, in 7. dan je dan počitka, ko se spočiješ, ko daš Bogu čas, Bogu hvala, se mu zahvališ. V krščanstvu je pa še nekaj novega, ta 8. dan ali 1. dan novega tedna, ker 1. dan novega tedna je Kristus stal od mrtvih. Se pravi, 8. dan se je začelo novo življenje, to je pa zgodba novega stvarjenja, Človek, zdaj smo pa zapopadali, Kristus je vstal od mrtvih s telesom, zdaj so se odprla nebesa in gremo proti cilju, proti dovršitvi. Zato tudi recimo krstilnice, sem še tukaj povem, preden zaključim, krstilnice, ki so bile včasih samostojni objekti pred cerkvami, niso nikoli krščevali v cerkvi, kaj je šele od spredje, kar je zdaj zadnjih 50-60 let. Ampak so vedno krščevali od zunaj, nad bazenom, oziroma praviloma celo nad potoki. Punce, zamislite si, če bo marca, ko bo velika noč mrzla, da bi šli v Soro, nad potokom, nad živo vodo, Kristus je živa voda, vse simbolika, potem so celo tako naredili, da so včasih nad izviri, nad potoki pozidali krstilnice, ampak krstilnice so bile vedno oktagonske, to se pravi osmerokotne. Novo življenje se začne s krstom. Kristus je vstal od mrtvih, vse je premagano, smrt je premagana, greh je premagana, nova zgodba, vse zlo je odrešeno, pred nami so sem še nebesa in ne več nobenega čakanja več, kot so vse duše pravičnih v stari zavezi, če rečem po domače, morale čakati, da je Kristus sprostil to zgodbo, da nas je odrešil, da so šle v nebese. Nobenega tega stanja negotovosti ne več, so samo nebesa, vse je polnost, 8. dan. Se pravi, potem so pa krstilnice šli naprej, so zadeli bazenčke zidati, kamor so potunkali odrasle, 3krat. Potem, ko so pa krščevali, sem še odrasle, so bili pa sem še navadoma, tako kot jih imamo zdaj, take mačken večji lovorčki, lepo obdelani, ampak vse prvotno je bilo to zunaj, v Piranu, če ste bili kdaj, imate še. To ni cerkev zraven gor, cerkev svetega Jurija, ampak je krstilnica, osmerokotna, se pravi, 8. dan, nov dan, 1. dan novega tedna, novo obdobje. In to se je zgodilo s Kristusom. In krst zato to zgodbo začenja v vsej polnosti. Ko zaključili bomo ta uradni del, potem pa gremo na pogovor, če boste želeli kaj vprašati. Kot ste videli, je tem malo morje. Pri nekaterih lahko uporabljamo razum, pri drugih pa res si samo vesel, da se lahko podajaš tako na en tak čudovit način v skrivnost vere, v kateri samo rasteš in dobivaš, če tako rečem, malo ekonomsko, na dodani vrednosti in postajaš vse bolj polnosti človeka, in hkrati tudi Božji.